Fotografska razstava Nič drugačno življenje, ki bo potovala na različne konce Slovenije, razkriva navdihujoče zgodbe ljudi, ki se soočajo z različnimi invalidnostmi in dokazujejo, da kljub izzivom lahko živijo polno in običajno življenje. Med njimi je tudi zgodba Špele Sanabor. Mislim, da me je gospod Primož Lavre ujel v svoj objektiv, tako kot sem skozi svoj vsakdan. Namreč delujem v knjižničarskem okolju in sem vsak dan obkrožena s knjigami. Naj bo to neko tako lepo sporočilo, da tudi branje omogoča nek nov pogled na svet. In tako kot ta razstava, upajmo, da nam bo omogočila nek nov pogled na svet. Potujoča fotografska razstava Nič drugačno življenje je nastala v okviru projekta Vseslovanska akcija ozaveščanja o socialnem vključevanju invalidov. Financira jo Evropska unija. Na razstavi je 25 fotografij, ki predstavljajo življenje in delo invalidov v različnih situacijah, predstavljajo različne vrste in oblike invalidov. Z razstavo želimo pravzaprav sporočiti, da vsi ljudje živimo popolnoma enako življenje, ne glede na naše ovire. Želimo se dotakniti src vsakega posameznika, da razmisli pravzaprav o svojih vrednotah, o svojem načinu življenja, strahovih, predvsem pa, da odstremo tančice strahu tistih, ki invalidnosti ne poznajo in še vedno marsikdaj invalidi doživijo, da se ljudje do njih vedejo neprimerno ravno zaradi tega strahu. Imamo pravnico, ki predava na Evropskem sodišču, na naši fakulteti, imamo paraplesalko, ki je uspešna na svetovnem merilu, imamo pevko, ki ste jo danes tudi poslušali in zelo uspešna, prevajalko, tolmačko znakovnega jezika, ki je tudi sama naglušna. Imamo pravzaprav tudi invalida, ki ima težave v duševnem razvoju, potem je tamle za mano invalid, ki je zelo uspešen pedagog, uči v bolnici v Mariboru otroke, ki so tam na zdravljenju. Imamo parašportnike, slikarje, veliko različnih. Fotograf Primož Lavre je v svoj objektiv ujel pristne in ganljive trenutke, ki pričajo o vsakdanjih izzivih in zmogljivostih ljudi z raznoraznimi invalidnostmi. Namen razstave je bil predstaviti en trenutek življenja teh portretirancev, kako živijo kljub svoji invalidnosti, kaj delajo in s čim se ukvarjajo, pa tudi kaj so dosegli v življenju. Da je pač punca, ko je brez roke, kapetanka paraolimpijske odbojkarske ekipe v sedeči odbojki. Drugače pa ostali portretiranci so pač, smo jih povabili s NSIOS-om, da pač bi predstavili njihovo življenje, da tudi drugi ljudje pač zvejo, kaj delajo, s čim se ukvarjajo. Razstava pač zajema 25 fotografij, posneli smo jih praktično skoraj po celi Sloveniji. Razstava med drugim tudi poudarja, kako pomembno je sprejemanje in vključevanje vseh ljudi. Enako sporočilnost nosi tudi dan inkluzije oziroma vključevanja, ki je vse bolj prepoznaven med invalidi. Sem izredno vesela, da je temu tako, ker pač moramo biti vključujoča družba, ker živimo le v 21. stoletju in je prav,
da se trudimo za vse enako na vseh področjih, vključno z zaposlovanjem. Na eni izmed fotografij je tudi Valerija, ki je gluha. Njena fotografija prikazuje njeno delo tolmačke. Njena zgodba in zgodbe drugih portretirancev nas učijo, da so meje tam, kjer jih postavimo sami.